Seveda mi bo dovoljen popravek, popravek, ki je pač smiseln popravek, zaradi tega, ker seveda bo govora o enem in o drugem, kar pomeni, da bo govora tako o mehaniki, kot tudi o mehanizmih, hkrati bo pa govora o umetniški smeri, ki se ne imenuje mehanizem, ampak se imenuje mehanicizem. Tako da, samo tisti, ki ste mogoče prišli poslušati današnje srečanje o mehanizmih, vas bom pač razočaral. Ampak bojo pa del mehanizma, bo pa del mehanizm, mehanizmi bojo pa del tega našega premišljevanja. Ja, to pa bojo, Ampak nekako se bom poskušal v temelju osredotočati na mehanicizem, tako kot je pač klasicizem in vse ostalo, je mehanicizem tudi ena od umetniških smeri, mogoče bolj ali manj izrazitih kot pa teta velike, romantizem in tako naprej, ampak vendar tista, ki je zaznamovala in recimo najmočneje 19. sploh pa 20. stoletje v glasbi in tudi v drugih umetniških smereh, bi malo pogledali, zakaj je temu tako in kaj to sploh pravzaprav je. Beseda, mehanicizem, ima v sebi to, kar ste na plakatih brali, to se pravi, ima v sebi mehanizem, ampak ideja sama ne izhaja toliko iz mehanike, ampak izhaja bolj iz tega, da bi naj bili stroji, recimo nek kvalitetnejši nadomestek nečesa, kar poskuša človek izvesti na nek svojstven način. Zdaj, zakaj stroji, zakaj mehanicizem v nekem porastu v 19. stoletju? Seveda, izhaja to tudi iz same industrije, ki je v tistem času začela vedno bolj posegati v polje različnih umetniških smeri. Na to je opozoril pred več kot 50 leti že Theodor Adorno, ki je opazoval razvoj glasbe kot razvoj masovnih medijev in ne več kot razvoj intelektualnega ali pa umetniškega dogodka. Ko je to začel opazovati, je opazoval seveda to preko radijskih postaj, opazoval je to preko industrije plošč, seveda magnetnih takov oziroma magnetoskopa, in opazoval je pravzaprav vdor industrije na različna področja in likovnega, ker je opazoval fotografijo oziroma fotografske tehnike, opazoval je glasbo in je opazoval reprodukcijo, reproduktivno umetnost, to se pravi to mehanicistično umetnost, in je opazoval seveda, kaj vse človek nadomešča, strojno nadomešča s samim seboj, to se pravi, kje stroj nadomešča človeka. Zdaj, opozarjal je, se pravi, to moramo vedeti dobrih 50 let nazaj, opozarjal je, da je stroj ali pa neka mašina, nek tak mehanizem, da je sicer lahko res v nekem trenutku nadomestilo za nekaj, kar človek mogoče počne, recimo ročno, rečem peš, kar človek počne, je lahko nadomestilo, lahko prihrani čas, lahko opravi gotove stvari tudi kvalitetneje, ampak se je bil pripravljen spraševati, ali je res to smiselno tudi v tistih segmentih, v tistih delih, kjer pa je človeški doprinos, torej njegov, recimo, ustvarjalen moment, toliko pomembnejši od samega absolutno kvalitetnega prenosa, posnetka, neke reprodukcije. Jasno je, da je v glasbi reprodukcija glasbe bila tista prva, ki se je dotaknila mehanicističnega pristopa ali pa mehanizma. In človek si je namreč od nekdaj želel, ker je pač osnovni element glasbe je zvok, si je človek od nekdaj želel ta zvok ujeti. Jasno je, da je
ujet zvok, zdaj, to se lahko strinjamo, na nek način tudi zapisan, recimo v notografiji, v notni pisavi, ki jo pač glasbeniki beremo, je na nek način definiran in ujet zvok. Ne? Zato, ker ga znamo, preko tega zapisa ga znamo reproducirati, ker vemo, kaj je zapisano. Tako kot je pisava, ne? Na nek način zapisana beseda, misel in tako naprej. Vendar ta prenos seveda še nič drugega ne pove, kot samo nekaj o tonu samem. Ne pove pa o načinu izvajanja, ne pove pa o tem, kaj pravzaprav glasba v sebi skriva, ker glasba v sebi skriva še več, oziroma bistveno nekaj več, kot samo neko reprodukcijo tistega, kar se da zapisati. Že Beethoven je imel strašne probleme in je o teh tudi razpravljal v nekaj svojih pismih in tudi z različnimi ljudmi. Namreč rekel je, da je nemogoče v partituro, v notografijo zapisati vse, kar želi predati tistemu, ki bo po njegovem notnem zapisu izvajal njegova dela. Vedno se mu je namreč zdelo, da ostajajo stvari nedorečene, da ne more vsega naznačiti in glasbeniki imamo, če boste kdaj pogledali zelo natančno kakšno obširno partituro, imamo cel kup nekih znakov, zapisov, simbolov in tako dalje, ki poskušajo razložiti interpretu, torej izvajalcu, kaj neki smo mi mislili pri tem ali pa ob tem, ko smo nekaj zapisovali in želeli, da na drugi strani tisti nekdo to seveda izpelje tako, kot smo mi zapisali. Ne vem, če si predstavljate recimo pisan tekst, knjigo, literaturo ali pa neko pesniško zbirko, kjer bi pesnik želel točno povedati, kdaj z glasom, kako, s kakšno intonacijo, s kakšnim ritmom, koliko počasneje nekaj prebrati, kdaj recimo neko besedo drugače. Veste, koliko je teh drobnih znakov ob samem besedilu. No, in to je seveda tisti nemogoči moment, na katerega je že Beethoven opozarjal, da je nemogoče v popolnost razložiti v samem zapisu, kako se naj stvar interpretira. In ta prenos ideje, ki jo ima nek glasbenik, ko zapiše neko simfonijo, neko glasbeno enoto, da jo prenese to svojo idejo v zapis in da je ta zapis vsaj toliko adekvaten, da ga lahko nekdo izvede tako, kot si je to on predstavljal, seveda ima te pomanjkljivosti, ki jim rečemo seveda neka interpretativna ali pa interpretacijska svoboda. Interpretacijsko svobodo delimo na dve, recimo te večji veji v glasbi. Eno je seveda tisto, kjer rečemo, ali neko skladbo znamo sploh izvesti, izpeljati, zato ker, ne vem, imamo dovolj tehnike, da obvladamo neko glasbilo, ali imamo dovolj dobro glasbilo, da to sploh izpeljemo, ali imamo sploh pravo glasbilo, da to izpeljemo. Ne? To je ena, to spravi ta tehnična plat same izvedbe. Ta druga plat je pa seveda ta ustvarjalna plat, ta umetniška plat, ali mi to resnično lahko po svoji notranji moči, umetniški moči pravilno izvedemo oziroma izvedemo tako, kakor si je nek avtor ali avtorica tega dela to tudi predstavljal, zamislil. Ta dirigent, ta orkester, ta izvajalec, ta solist in tako dalje, kos temu ali tej izvedbi tega in tega komponista, ki želi to in to delo seveda nam približati. In pol se krešajo pogovori, ja, ta pianist pa ne igra toliko dobro Chopina, kot igra unta drug, ta pa je bolj rojen za Mozarta pa za nekaj drugega, unta naslednji pa igra boljše, ne vem, Beethovna, kot pa igra ne vem kaj drugega. Skratka, zdaj, kaj je tisto, ne, v glasbi, kaj je boljše in kaj ni boljše? Tudi tukaj se krešajo mnenja, vam povem, to je, je tega, ne? Ali je to res boljš, ali ni boljš, ali si je Chopin to tako predstavljal, ali se tako Chopin ni predstavljal, ne? Največkrat se ustavimo pravzaprav lahko na vprašanju, ali je Chopin tako zapisal, ali pa ni zapisal, kar pomeni, ali smo izvedli pravilno, ali smo pa izvedli napačno. Med napačnim in pravilnim se da zelo hitro pogledati, ker se pogleda notni zapis in se reče, ta nota ni, ona bi pa morala biti, ne? Ampak, ko se pa spustimo na področje tega umetniškega izraza, pa smo že na zelo tankem ledu. In ne moremo več reči, aha,
Lahko, da si je Chopin tako to predstavljal, ampak možno je tudi interpretirati tole tako in tako in tako. Ena takšnih burnih razprav se spomnim še z mojega časa iz akademije. Ja, no, Pogorelič je bil eden od teh fenomenov za Chopina, ne? Ampak Bog ne daj, da bi njega slišali igrati Beethovna, ne? Ker to je bila pa katastrofa. Ne? Ampak, ok, recimo burna razprava v času moje akademije je bila razprava o izvajanju glasbe Johana Sebastiana Bacha. Johann Sebastian Bach je toliko daleč, ne, da se o njem lahko mirno razpravlja, zato ker ne more več nobenega pocukati za rokav in reči, jaz se pa nisem to tako predstavljal. Ne. Namreč, takrat je bil, v tistem času je bil zelo popularen pianist, ki se imenoval Glenn Gould. In če se s pianistiko ukvarjate ali pa ne, se ni važno, ali pa če vas te radi to glasbo ali pa ne. Ampak on je izvajal Johanna Sebastiana Bacha na popolnoma drug način, kot se ga je izvajalo vsa desetletja in stoletja pred tem. Kaj ti? Za Johanna Sebastiana Bacha se recimo ve, da spada v obdobje baroka. Za baročno glasbo se ve, da bi se naj izvajala po tem in tem principu, ali pa po teh in teh kriterijih, recimo. Se ve, ne? In večina se je poskušala približati tem kriterijem, ne? Točno tem, kot se za barok recimo nekako spodobi. Medtem ko Glenn Gould je pa rekel ne. Rekel, že tak falimo pri Johannu Sebastianu Bachu, ker ga igramo na klavir, ne? Saj gospod Johann Sebastian Bach ni klavirja poznal. Klavir je prišel bistveno kasneje, ker je Bach že bil parkrat prekopan, ne? Torej, že tu delamo osnovno napako, ne? Če ga na klavir igramo, je že osnovna napaka. Potem je rekel, seveda, širina klavirske tipke ni bila niti približno tako široka, sploh ni tako široka, kot je bila tipka na glasbilih s tipkami v njegovem času, kar pomeni, da akordične strukture, prstni redi in tak dalje, ki jih je Johann Sebastian Bach predvideval, ne morejo držati za inštrument, ki ima širšo tipko. Ne samo, da je drug inštrument, tudi fizično je drugače izgledal inštrument. Rekel to. Kar pomeni, da mi to daje možnost, da jaz Johanna Sebastiana Bacha igram na popolnoma drug način, na način, ki ga jaz danes razumem in ki ga jaz danes, recimo, smatram kot, recimo, nov, ali pa, ja, recimo nov, recimo temu nov. Zakaj je Glenn Gould to tako dobro zagovarjal? Zato, ker je trdil, da je tudi Johann Sebastian Bach bil v svojem času ustvarjanja, je bil izrazito sodoben komponist. In če ga hočemo razumeti kot sodobnega komponista, ga bomo izvajali v duhu sodobnosti, lahko tudi tako. Klasično vprašanje, ne? Če mi izvajamo Johanna Sebastiana Bacha na klavir, ali mi sploh izvajamo glasbo Johanna Sebastiana Bacha? Ja, po eni strani jo, po drugi pa je ne? Ker gospod Johann Sebastian Bach niti približno v svojem umu ni imel ideje zvoka in načina igranja, kot ga izvajamo pri igranju na klavir. Boste rekli, zdaj sem pa zašel pri tej naši mehanicistični temi današnjega srečanja. Ne, nisem zašel. Zakaj? Zato, ker ujet zvok, ki se ga je človek tako od nekdaj želel, bi nam povedal točno, kako je gospod Johann Sebastian Bach se usedel za svoj čembalo, klavikorta, karkoli je že imel, in to nam zaigral. Ker on si je najboljše zagotovo predstavljal to, kar je on napisal. In bi ta njegov zvok mehansko ujeli in bi ga danes lahko poslušali in bi rekli, tak je to on mislil. Ali pa za orgle, njegove skladbe za orgle, veličastne skladbe, ne? Kako je on izvajal to in kako to danes izvajamo? Namreč, hočemo pokazati, da se je tehnologija ali pa mehanika zadev od takrat do danes, mehanika glasbil se je spremenila. Kar pomeni, da se je spremenil način igranja fizično, ker se je način igranja spremenil, so se seveda morale spremeniti tudi interpretativne metode tega izvajanja. In ker se je vse to spremenilo, mi ne moremo več reči,
kaj je bilo prvotno, ker tisto prvotno nismo uspeli mehansko ujeti. Danes pa še vedno lahko gledate slike, 300, 400, 500 let stare originalne slike, pa vidite lahko, kako je nek slikar potegnil ščopiče. Vidite lahko, dobro, mogoče ne vidite več identičnih barv, zato ker so zbledele, ker so odpadle, ker se karkoli fizično poškodovalo, ampak vidite pa lahko originale od nekoga, ki je nekaj ustvaril. Pri glasbenikih pa pravzaprav originala sploh ni. Ni ga. Obstaja samo notni zapis pa ni nič drugega kot samo napotek, navodilo, kako naj nekaj naredimo. Kot kuharska knjiga, ne? Nič drugega. Kot recept, kako nekaj naj izvedemo. Ne pa sama izvedba. Same glasbe ni. Ne obstaja. Tudi, recimo, od sodobnejših pianistov, recimo, no, če sem prej pač omenil Glena Goulda, ki so bili tudi komponisti, recimo ala Chopin. Ne? Chopin je bil tudi komponist. Tudi ne vemo, kako je on to izvajal, vemo pa, da je on to dejansko izvajal, ker je on bil salonski pianist, ne? In je to izvajal. In lahko sledimo po recimo zapisih, časopisnih, kritikah in tako dalje, kako je izpadel nek koncert, takšen bravurozen, imel krasno tehniko, čara občinstvo, vse to zvemo. Ne zvemo pa nič o sami glasbi. Mehanicizem, ki je pristopil do glasbe, je torej pristopil najprej zato, da bi se zvok, ton, kot takšen, ujel v nek mehanski inštrument ali pa v nek mehanski zapis. To je prva osnovna ideja bila, ampak, zdaj pa spet skočim nazaj na Theodorja Adorna, on je pa ravno na to opozoril in je rekel, da ko opazuje to masovno produkcijo, medije, plošče in ne vem kaj še vse, radijske postaje, da opazuje in opaža, da pa ljudi, poslušalce, publiko, bolj prevzema to, da poslušajo mehanski prenos glasbe, kot pa uživo, pravilno, enkratno izvajanje neke glasbe od posameznika, orkestra, inštrumentarja, kdorkoli. Bolj jih prevzema to. Opazoval je namreč še nekaj, da mi lahko namreč z pomočjo mehanike, mehanicističnega ponavljanja, ne, dosežemo dvoje. Namreč vsaka izvedba je popolnoma enaka. Ker pač ploščo še enkrat nastavite, iglo gor, ne? In se še enkrat isto zavrti, orkester ni utrujen, ne bojo se zmotili, skratka, to je ena stvar, na katero je opozoril. Druga stvar, na katero je opozoril, je pa to, da lahko to naredimo ali pa to poslušamo ob času in na kraju, ki nam ustreza. Ni treba iti nikamor, ni se treba premakniti. Ampak govorim, dragi moji, govorim 50, 60, tudi 70 let nazaj, če hočete. Lahko pa danes opazujete, da je to, kar je on takrat razmišljal, dejanski današnji problem. Zato sem jaz tolikokrat vesel, pa to tudi vedno rečem, da ste pripravljeni enkrat na mesec ob četrtek tukaj, ob 6. zvečer, priti sem. Pa to ne 3, 4, ne, ampak ste pripravljeni sem priti, zato ker mirno bi jaz lahko, ne vem, to posnel, ne, pa tu pustil en posnetek, ali pa ga dal na internet, pa bi se vi na internet preklopili, pa bi to lepo doma z kavča poslušali. Ampak vi ste pripravljeni sem priti. Vi ste pripravljeni pač mene poslušati, pogledati, ste pripravljeni to doživeti. In 50-60 let nazaj je ravno to opazoval Adorno kot problematično, kajti dogodek, on je imenoval pač umetniški dogodek, ne, posebno še glasbeni dogodek, je vedno dogodek enega trenutka in enega časa. In vsaka njegova repeticija, tudi če me zdaj posnamete, fotografirate zaradi mene, ne vem, prstne odtise vzamete od mene, ne, pa to reproducirate jutri, pa po jutrišnjem, to ni ta dogodek. To je replika tega dogodka. Samo vi lahko ta dogodek tukaj, zdaj doživite.
In to je seveda nekaj, kar mehanicizem kot takšen ne more vključiti v svoje, recimo, kvalitetno prezentiranje. Tega ne. Lahko vedno prezentira samo nek post festum vtis dogodka. Ne more pa nikoli prezentirati dogodka samega. Za začetek pravim takole. Glasba se je v nekem trenutku pomaknila od živega izvajalca k mehaničnim glasbilom. Se je pomaknila. Mehanika je bila sicer v glasbi prisotna že v preteklosti in ni izum zadnjih let, to moramo vedeti, saj poznamo iz zgodovine mehanične klavirje, poznamo lajne, poznamo glasbene skrinjice, parne orgle in podobna glasbila. To že vse mi poznamo. Kajti človek je najprej poskušal, predno je ujel zvok, je poskušal seveda iz glasbil, iz inštrumentov, s pomočjo mehanike izvabiti izvedbe. Izvedbo nekega glasbenega dela. Če sem začel danes premišljevanje z izvedbo Glena Goulda, z izvedbo Bacha, je najprej mehanično poskušal človek seveda nadomestiti izvedbo, ki bi naj bila vedno enaka. In če vi vzamete lajno, ustavite tistele kartončke in kar vse imajo lajne noter, ne, in tole začnete vrteti, bo seveda odvisno samo od hitrosti vrtenja, ne, koliko hitro izvajate, ampak tisti lajneri so že znali pravo hitrost najti. Drugače pa bojo zvoki, toni vedno enaki, ker je inštrument vedno enak in one luknjice vedno enake, ali pa kladivca, ali pa karkoli pač že imamo pri nekih lajnah. Ne. In je to pravzaprav mehanicistični prenos nekega glasbenega dogodka, ki je vsakokrat, dobro, rečemo, več ali manj res enak. Seveda, tale mehanika je pripomogla tudi k temu, da ni bilo potrebno vedno iskati izvajalca. Mnogi saloni, kavarne in tako dalje so imeli mehanične klavirje. Mehanični klavir je imel zvok original klavirja, ker je pač klavir je še vedno inštrument. Ampak ste lahko z nekim kovancem, ki ste ga vrgli noter, izbrali boben, ali pa izbrali neko melodijo, ki se je tamle mehansko odvrtela in tiste tipke so igrale, ste stiskale dol, kakor da bi nekdo sedel za klavirjem, ampak klavir je odigral tisto melodijo. Odigral jo je vedno enako dobro, ali vedno enako pač slabo, to ni važno, ampak zaigral je vedno enako. In niso rabili, kar je najbolj pomembno takrat, niso rabili najemati nekega ubogega pianista, ki bi tam sedel in bi mu pač vsakokrat rekli, zaigraj še enkrat tisto, ne, pa bi rekel, bo danes jo že 22krat, ja pa še 23krat, ne, in bi moral vedno isto to zaigrati. Tak pa se je vrgel kovanec noter in tisti stroj je zaigral tudi 25krat, če ste hoteli, ne. Ni pa bilo treba najeti živega izvajalca, kar pomeni, je začel stroj, če tako rečem, zelo grobo, ne, nadomeščati človeka. Če se spomnite začetke industrijske revolucije, ko so pa ljudje šli pa razbijali stroje, zato ker so rekli, da jim stroji jemljajo delo, da bojo pa oni to že z roko rajši naredili, ker bojo potem vsi službe imeli, ne? Na nek način so imeli prav. Zato, ker še vedno je boljše, da tisti pianist tam sedi, pa dobi vse za tiste svoje 3 špricerje, da nekaj naredi, kot pa da doma sedi, gleda skozi okno ali pa se gre obesiti, ker nima od česa za živeti, tam pa ljudje mečejo kovanček noter, zato da ti 25krat slišijo isto melodijo. Na nek način je to res, na drug način pa seveda ne moremo z nobenimi umetniškimi praksami, z nobenimi ne vem kakšnimi intelektualnimi pristopi ne moremo ustaviti napredka tehnologije. Ne moremo. To se pač ne da, ker tehnologija na nek način posega v naše življenja, ma kjerkoli, kadarkoli, ne vem, s čimerkoli, ni važno. Poskusite živeti brez tehnologije, ne vem, 2 uri. Ne gre. Prvič bi, ne vem, tu sedeli v temi, pa bi vsi imeli, ne vem, niti ne baterijo, pa bi imeli svečo v rokah, drugič, to svečo ni nujno, da bi jo lahko naredili, če ne bi imeli nekega stroja, ki to izvede, zato da je dolga pa ozka. Mislim, nekrat bi opazovali, bi rekli, ampak vse posod so neki stroji, ne? Če nič drugega bi imeli nek vžigalnik, da bi jo prežgali, ne? Pa je to tudi stroj, ker ne bi z 2 kamnoma skup tolkli, da bi iskro dobili. Mislim,
naenkrat opazujte svoje življenje, boste videli, da je pa strojev, mehanike okrog vas ima, ko hočete. Ampak kaj? Zdaj začnemo živeti pa v nekem sožitju z njimi. Nekaj ste hoteli dodati. Ja, hotel sem dodati to, kaj je tehnologija dobra, isto je tudi slaba, kaj človek je odvisen tudi postane. Ja, oboje imate prav in je dobra in slaba, ampak jaz mislim, da je tehnologija slaba, če jo človek na slab način uporablja. Ne? Še nobena pištola ni sama vstrelila nobenega. Ne? Vedno je moral še biti človek zraven, ki je tisto stisnil. Ne? Pa metek dal noter, pa tak dalje. Ne? Če boste vi imeli na mizi tu pištolo, pa tu metke, jaz vam garantiram, v naslednjih 100 letih ta pištola ne bo skup skočila, pa vas strelila. Ne? Vedno mora biti človek tisti, ki je pri tehnologiji dober ali pa slab. Ne? To je pač, ampak imate prav, ne? Na nek način je vedno človeški faktor zraven pomemben. Ne? Jaz sem bral nekaj časa nazaj, lansko leto, no, sem bral eno knjigo, ki se ukvarja z razvojem človeštva. Seveda. Ampak z razvojem človeštva na en dosti specifičen način. Namreč dokazuje, da je lenoba, človeška lenoba tista, ki je poganjala največje izume. Ja, samo lenoba, ne? Na neki strani je človek želel pravzaprav sebi stvari olajšati, postati vedno bolj len in zato, da je vedno bolj len, je začel izumljati vedno bolj neverjetne zadeve. Ne? Ker se mu ni več dalo hoditi, je začel se s biciklom voziti. Kaj pa vem? Ker se mu ni več dalo iti do televizije, pa jo prežgati, je izumil tisti daljinski upravljalec. Ker se mu ni več dalo... Mislim, lenoba je tista, ki je botrovala največjim izumom. Seveda ne govorim o izumih znanosti, takšnih ravno, ne? Ampak izume, ki jih mi uporabljamo. Naenkrat boste videli, da je to res, ne? Ker se nam ni več dalo s kamni skup točiti, pa iskro dobiti, smo naredili pač žigalnik ali pa šibice. Ker se nam ni dalo več, ne vem, ognja kuric sredi dnevne sobe, smo naredili pa plinski štedilnik. Malo se zmišljujem, ampak dejansko, lenoba je tista, ki je poganjala pravzaprav svet inovacij, če hočete naprej. Ok. Danes vse to dopolnjujejo in zamenjujejo tudi vsa mogoča zamenjuje digitalna tehnologija. Seveda, zdaj smo že v digitalni dobi, nismo več v tisti analogni mehanski dobi samo, ampak smo že v digitalni dobi. V tokratnem srečanju se bom poskušal ukvarjati torej z glasbenim izmom, ne, torej z mehanicizmom, ne, okay. Nisem nič rekel, ki mu rečemo kar mehanicizem. Ne smemo pa pozabiti, da je čista mehanika tuja ustvarjalnemu duhu in mišljenju. To spravi, čista mehanika je tuja ustvarjalnosti kot takšna. To spravi, tistemu presežku, ki ga človeški duh pa človeški pravzaprav vloži v nek moment. Ne? Kar je za glasbo, ki nastaja v tem slogu značilno, je namreč njeno skoraj vedno enako, natančno, strojno, popolno izvajanje. Gre za izvajanje. Adorno je rekel, ne, plošča, ki posnamemo, ne vem, klavirski koncert, je vedno enako mehansko je možno reproducirati. In to je bilo za njega pomembno, da človeštvo prepozna pomembno razliko med to popolnostjo vedno iste izvedbe in popolnostjo različne izvedbe avtorjev, nastopov, glasbenikov in tako dalje. Vendar pa tudi slabosti, zato pravimo slabosti, vi ste omenili prej dobro in slabo plat, ne? Ja. Popolnost izvedbe namreč ni vedno tisto, ne? Če rečem popolnost, ni vedno tisto, kar od glasbene umetnosti pričakujemo, ker poslušalec ni stroj. To je tisto, ne? Poslušalec sam ni stroj, zato poskušamo seveda mi umetnost kot takšno razumeti seveda tudi kot nek ustvarjalni moment tistega, ki nam jo ponuja. Zdaj seveda, če gremo na druga področja, ne samo na glasbena, boste zelo hitro ugotovili, da so vse posod danes prisotni neki strojni, mehanicistični pristopi. Arhitektura, ajde, ne? Arhitektura danes, že lahko arhitekt ima idejo hiše, ki jo zasnuje in tako dalje, jo seveda s pomočjo računalnika zariše, recimo nek osnutek, ampak računalniški programi so že sposobni
izdelati osnove nekih statik, nekih, pozicij, teh in teh, zidov, onega, tretjega. Skratka, naenkrat stopi noter v njegovo idejo nek strojni element, ki je danes računalnik, in mu pomaga do boljšega rezultata, in ne samo boljšega, ampak tudi hitrejšega rezultata, kot bi seveda prišel nek ta, recimo arhitekt, umetnik sam. Pa ste zdaj rekli, ja, ampak a ni to fajn? Če zračuna, ne vem, statiko tega in tega mostu računalnik in potem vemo točno, kako moramo narediti, zato ker statika pa ja neka zadeva, na katero pa se gre zanesti, ker če bomo pa most zgradili, pa se bo pol porušil, ko bomo šli čez njega, pa to le ni dobro, kar pomeni, da je to le dobro, da računalnik to zna narediti. Že. To je že dobro, ampak idejo samo je pa moral dati arhitekt. Arhitekt se ni usedel za računalnik pa je rekel most. Pa bi tam padel most ven naenkrat, pa bi rekel ne takšen, drugačen, pa bi padel drug most ven. Kar pomeni, da čist vedno se pa izključiti tega človeškega faktorja ustvarjalnosti ali pa nekega intelektualnega momenta le ne da. Vedno mora biti človek na eni strani, ki nekaj naredi. Prisoten, ja, ki nekaj počne. Pol pa je že stroj tisti, ki ne. Zato, veste, jaz sem strašno ljubosumen, zdaj zadnje cajte, mislim, da zdaj ponuja neke pametne telefone, kako se reče temu. Jaz sem strašno ljubosumen na to, da bi jaz v življenju kdaj imel telefon, ki bi se obnašal, da je bolj pameten od mene. To mene izjemno moti, zato imam še vedno ta star neumen telefon, ki včasih dela, včasih pa me že malo zafrkava, ampak pameten telefon, predstavlja se pameten telefon. Ne samo predstavljamo si, kaj pravzaprav to pomeni. To pomeni, da on nekaj ve, zna, razume boljše od mene, ali kaj? Tega ne kupim. Ne kupim, da je on bolj pameten. Ne kupim, da je bolj pameten. Jaz ga dam na mizo, pa mu rečem tak, če si tak pameten, pa mi zdaj pove, kaj jaz mislim. Pa telefon tam verjetno še kar naprej čakal, pa mi rekel, dobro, ok, tega ne moraš vedeti. Pa če si tak pameten, pa mi pove, kaj sem včeraj delal. Da telefon še vedno ne bo nič rekel, ne. To pametno, ne, kaj nam prodajajo, kaj nam ponujajo, je zelo tanek led, ne, če je to res tak pametno. Mi namreč smatramo, da je zgolj pametno, če nekaj veš, znaš, prešteješ, zmeriš, ne vem kaj še vse, jasno. Jaz ne vem niti približno na pamet, koliko 1000 kilometrov pa česa je od tu do Lune. Vtipkam v telefon, pa mi pač pošle tisto številko. In zato je zdaj on pameten, ker on pa tisto številko ve, kaj. To vam govorim. Poglejte, en dober primer, jaz sem študentom pred leti pokazal moj telefon, ki je, mislim, z kamene dobe, ne. Tak telefon. Ko sem ga pred 2 letoma moj nečaki mi pokazal, ne. Ki ima on tisti, ne vem kak telefon, pač pametni telefon verjetno ima, ne. Je rekla, čak, malo, ne, pa ga je tako zraven dala, pa je fotografirala ta dva telefona. Je rekla, to moramo imeti na sliki, ne. Namreč, nekaj let nazaj sem jaz mojim študentom tako pokazal ta moj telefonček, ne, tak hecen telefonček. Pa sem rekel, glejte, rad bi vam samo nekaj povedal. O ljudeh, pa o strojih, ali pa o teh mašinah, nekaj. Tu noter, pa to je že kamena doba, to so že mamuti uporabljali, ta moj telefon, ne. Tu noter je več tehnologije, tu, kot so imeli takrat v NASA, ko so šli na Luno. Ampak to je res. Tu not je več tehnologije, kot so jo takrat imeli, ko so frčali tja gor. Zdaj lahko se začne razprava, ali so res frčali ali niso, ampak pa tudi, če niso, tudi me sploh ne briga. Pa recimo pa, da so. NASA tehnologija je bila takrat manjša, kot je tu not. To si predstavljamo. In ko si to začnemo predstavljati, lahko rečemo, seveda, ker je bil tam človek, ki je razmišljal, delal, peljal zadevo, računal, ne vem kaj še vse, s pomočjo strojev. O tem govorim. In tu seveda študenti porečejo,
Madonca, ne, ja. Ampak so prišli na Luno. Jaz še danes nisem videl en telefon, da bi šel na Luno. Mislim, sam, ne? Bi ga tak odložil, pa ima več tehnologije not, ne, kot jo je človek takrat imel. Okay. No, en tak prvi primer, recimo, evo, tak mehanični klavir, ne, ki ima tu not tiste zvitke, ki se ga požene, pa igra, ne. En tak, recimo, mehanična ideja posnemanja narave, ne, je človeški izum, ne. Smo stisnili pol? Aha. In tako dalje, ne. To bi lahko zdaj poganjali, koliko bi hoteli, ne. Tegale ptiče ni treba ne krmiti, ne. Zbolel ne bo, ne. Razen, če fedra ne poče, ne, pol bi morate nesti kurarjo, ne. Pol govorimo pa o mehaniki, ne. Skratka, ampak je kaj? Je neko mehansko, mehanicistično posnemanje nečesa, kar najdemo v naravi. Pa ste rekli, ampak to še pa ni glasba. Tu do glasbe ni daleč in od glasbe do sem pa sploh ni daleč, ne. Ljudje smo vedno ali pa so vedno želeli skozi mehaniko seveda ustvariti nek umetni svet, kjer je možno posnemati seveda tisto, kar narava naredi po svoje, mi pa to ujamemo, ne. Ujeli smo ptiča, ne, pripravili smo ga do tega, da je zapel, ne, če ga pa ne pripravimo do tega, pa naredimo umetnega, ne, ta bo pa zapel tako, kot bomo mi hoteli, takrat, ko mi hočemo. A vidite, to človeško nečimrnost, bi še celo jaz rekel, ne. Človeško nečimrnost, ki poskuša pravzaprav prelisičiti naravo na vse možne in nemožne načine, ne. Cesarjev Slavec, poznate zgodbo? Cesarjevem Slavčku? Dobro, morate prebrati. Ne. Malo pa mora za domačo nalogo tudi. Malo morate vi tudi imeti domačih nalog. Drugače me pozabite v enem mesecu. Pa je dobil zlato kletko, pa je dobil ne vem kaj še vse, pa se ni oglasil, ni spravil iz sebe, ma ni, ja, pa cesar umira, ne. Ja, no, pol sem vam že povedal. Ja. Izjemno lepa pripoved. Ok. No, mehanicizem, ker lahko uporabimo v glasbi danes vse, kar proizvaja zvoke, ker današnja glasba je vse, samo da se sliši, ni več praktično omejitev, ne. Mehaničnost da neko ritmično urejenost, to je mehanika, ne. Vse ostalo dodaja seveda naše dojemanje vzorcev, ponavljajočih se elementov, ki tvorijo nek red. In če vi poslušate pravzaprav glasbo, če sem prej omenil Johana Sebastiana Bacha, lahko slišite pravzaprav nek neizmeren red. Nek red, neko tekoče izvajanje, neko tekočo melodijo, ki je pravzaprav značilna, bi lahko rekli, za baročno obdobje. Baročno obdobje še ni poznalo teh velikih agogičnih sprememb tempa, ni poznalo upočasnjevanja, pohitevanja, ni poznalo tega. Je začela skladba, pa je tekla. Pa je bilo konc. Pa nova skladba, spet konc. To je bilo seveda za takratno obdobje, bi lahko rekli, značilno. Ampak današnji, recimo, stroj, nam da tudi to možnost, tu sem jaz našel en tak odličen posnetek, kjer z zgolj mehaničnim posnemanjem enega zvoka, enih kroglic, ki letijo, nič drugega, lahko ujamemo neke ritmične vzorce. In če se res malo prepustite tem ritmičnim
saj bojo različni, ne bo sam ne bo to, bojo različne kombinacije, ker so tu eni zobčiniki, ki na različne načine, na različne konce te kroglice spuščajo, boste lahko ugotovili, da gre za ene strašno zanimive ritmične vzorce, ki predstavljajo seveda neko glasbeno osnovo. In tako dalje, ne? Ste opazili? Ima celo, noter ima ksilofonske ploščice, ima nek zvonc, da zazvoni, ima... Skratka, ima tudi nekaj teh, ni zgolj padanje kroglic, ima nekaj teh zvočnih tonskih elementov, ki malo zazvoni, malo uno, malo tret. In naenkrat lahko to poslušamo in rečemo, vse to pa ni tako slabo, ne? Se to pa... Ok, ampak to je ta mehanicistični moment, seveda, kjer nam daje občutek, seveda, nekega reda. In glasba, to moramo priznati, ne, je na koncu koncev nek sistem z nekim predvidenim ali pa predvidljivim redom. Ker drugače pa bi rekli, ker se pa to ni nobena glasba, to je kar nekaj, ne, ker so neki toni, neki šumi, nekaj pokanja, nekaj takšnega. Sploh se ne znajdemo, sploh ni nobenega reda. Ne. Šele ko mi slišimo nek red, neko glasbeno ritmično zanko, ko slišimo nek ponavljajoči se vzorec, rečemo, aha, ok, zdaj pa smo v nekem glasbenem elementu, nismo zgolj na cesti, kjer avtomobili vozijo, ampak smo na nekem elementu, kjer ta vožnja avtomobilov predstavlja nek urejen, smiselno urejen zvočni prostor. Nekaj let nazaj sem imel študenta, ki je posnel cel kup enih, rečemo temu, naključnih zvokov v naravi, pa tudi ne v naravi, seveda snemajo tudi zvok brisalcev avtomobila, ampak snemajo pa tudi žabe na barju, pa je skratka, in je vse te različne zvoke je narezal na različne dolžine tonskih posnetkov in jih zložil skupaj v tako imenovane glasbene zanke. Glasbene zanke pa pomeni, da se glasba pač nekje začne in konča in se spravi v zanko in se ponavlja, se ponavlja. To vse skupaj je preko računalnika naredil na ritmično mrežo, vzel je računalnik, sestavil mrežo in v to mrežo noter zložil te različne glasbene zanke, se pravi od šumenja brisalcev, vožnje avtomobilov skozi dež, žabe sem že rekel na barju, do ne vem česa, mislim, kuhinjskih nekih strojev, je zložil v zanke in je seveda iz tega skoval, če tako rečem, pogojno neko zvočno kompozicijo, ki je imela nek rep pa glavo. Ne? Imela je nek začetek pa zaključek, kjer je on dodajal elemente, z njimi gradil, jih odvzemal, skratka, dodajal dinamiko itd. In to se dalo normalno poslušati, ne da bi en inštrument kot takšen zaigral. Ampak je imelo nek smisel, ker je imelo smisel tehle glasbenih zank, kjer smo lahko prepoznavali neko vedno vse ponavljajočo se ritmiko. To je nekaj takšnega kot tukaj in to dejansko tudi funkcionira. No, on je to izpeljal seveda kot nek del raziskave, audio-zvočne raziskave in tako dalje in tako dalje. Ok. Seveda, tu sem vam hotel pokazati stare slike, ki gre, mislim, da gre za 16. stoletje, kjer so seveda že premišljevali o tem, kako lahko naredimo stroj, neko mehansko glasbilo,
ki bi spuščalo zvoke, ne da bi človek na to vplival. In to deluje na principu ali na principu vode, padajoče vode in mlinskega kolesa. Poskušali so pa tudi tako, da deluje na principu pritiska, kot bat, kot nek parni stroj. Ampak vprašanje, ali so glasbila že sama po sebi stroji, seveda obstaja to vprašanje. Ali so glasbila, vse glasbila so že stroji kot takšne, za proizvajanje zvoka, ampak to vprašanje je ljudi zaposlovalo že od samega nastanka umetno izdelanih glasbil. Ker glasbilo kot takšno je umetno izdelano. Mi ne najdemo saksofona v naravi, pa klavirja tudi ne moramo izkopati ven, pa reči, glej, našel sem nov klavir. Drugo je, če mi jemljemo elemente iz narave in jih smatramo kot glasbila, ne da bi v njih posegali. Kakor hitro mi v elemente posegamo, izdelujemo umetno glasbilo. Če mi vzamemo dva kamna in točemo z njimi drugega od drugega, ali pa vzamemo, ne vem, dve veji od drevesa in točemo z njimi skupaj, ali pa karkoli, da izvajamo nek zvok, je to še ni glasbilo, je to pač nek element, s katerim proizvajamo zvok. Ampak glasbilo samo pomeni seveda, da mi umetno izdelamo neko glasbilo. Saksofon ne raste na drevesu, če pa mi vzamemo nekaj, ne vem, iz drevesa, želo, takšnega, pa pihnemo v njega, ker ima luknjico skozi lahko, recimo pa zažvižga, pa še ni glasbilo. Ok, če je glasbilo torej nek stroj, potem potrebujemo samo še en stroj, ki ga bo uporabljal. Če je glasbilo že tak stroj, rabimo še en stroj, ki bo ta stroj uporabljal, pa smo zaključili zgodbo, pa sta se ta dva stroja med seboj zmenila in to je to. Ja, saj misel ni tako zelo neumna. Ne vem, če veste, v drugi svetovni vojni je obstajal en stroj, zaradi česar so mnogi umirali, mnogi vojaki umrli. To je bil stroj, ki ga je naredila nemška vojska, oziroma nemški sistem. Stroj se imenoval Enigma. Ne vem, če ste kdaj slišali. So prenašali namreč sporočila praktično po radijskih postajah, po radijskih valovih, vsi so jih lahko slišali, noben pa jih ni znal dešifrirati. Zato, ker jih je bilo treba prepisati na en pisalni stroj, na en stroj podoben pisalnemu stroju. Pomembno je bilo samo, kakšne so nastavitve tega stroja. In ko si nastavitve ugotovil in si tisto poročilo, ki so ga po radiju, vsi so lahko to slišali, cela Evropa lahko poslušala sporočila po radijskih valovih, če si ga prepisal pravilno, si dobil podatke, kje bo naslednji napad na to in to ladjo, na to, kaj zvem, kaj in kaj. Problem je bil samo v tem, da so se vsako jutro nastavitve spremenile. Ker pa je bilo toliko teh različnih možnosti za nastavitev, pa človek ni bil sposoben rešiti te uganke, pa reči, poskušamo, ker so milijoni možnosti, da imaš to črko na tej poziciji, na tisti in milijoni možnosti in je bilo nemogoče izdelati pravzaprav sistem, ki bi to lahko razrešil, kako, ker se je vsak dan, vsakih 24 ur spremenilo. Bil pa je en možak, ki se imenoval Alan Turing. Ste za nekaj kdaj slišali? Film ste gledali, ne? Kako dobro, da obstajajo filmi, ne? Ja. Bil je možak Alan Turing, ki je pa izdelal stroj, ki je premagal stroj. Kar pomeni, ideja sama ni tak neumna, ne? Naredimo en stroj, ki bo razumel stroj. Samo to je treba, ker človek seveda nima te kapacitete, nima tega časa. Ima pa kapaciteto izdelati stroj, ki bo premagal stroj. In zdaj spet pridemo do tja. Mehanicistično gledanje je tisto, ko reče, stroj je tist, ki bo rešil svet, super, ampak nekdo ga mora narediti. Moj oče, zdaj je že 14 let, pravzaprav bo zdaj, kar je že mrtev, jaz se spomnim, sem bil star mogoče, tam dober najstnik sem že bil, sva se o teh strojih malo pogovarjali, ker moj oče je bil izjemno fasciniran z mehaniko. Izjemno je bil fasciniran. On je tudi sam izdelal en stroj, pa skratka, to pustimo. Ampak on mi je razlagal malo te poglede njegove na stroj in je rekel, da največji problem
na svetu se mu zdi, da bo takrat, ko bo nek stroj sposoben sam od sebe izdelati drug stroj. Ampak, če danes pogledate, se to že dela. Računalnik je sposoben preko 3D printerja, da printer vse dele za nov računalnik, ampak ne zna ga pa sestaviti, ne zna ga pa narediti. Pa za nov printer. Printer lahko naprinta vse mehanske dele za nov printer, ampak ga ne more pa sestaviti. Ne more ga še narediti. Ampak to mi je oče govoril, evo, recimo, kar nekaj let nazaj, je rekel, ko bo stroj znal narediti sam od sebe nov stroj, takrat pa zna biti problem. Dokler pa ne, dokler smo pa mi tisti, ki tam žagamo, vrtamo, luknamo, ne vem, prešraufamo nekaj, je pa še vse vredo, ne? Tam pa zna biti problem. Ampak, če boste opazovali, že gremo malo v to ožino, ne? Že stroji poskušajo zdelati neke stvari, že... Ok. No, en tak lep glasbeni utrip, evo, da vidite, o čem govorim tukaj na tem mestu, je to. Ja, pa iz leta 1922, kar pomeni, govorim skoraj 100 let nazaj, ne? Vidite, tipke delajo, ne? Tipke same, ne? In tako dalje, ne? Ste spoznali glasbo? Scott Joplin, ne? Maple Leaf Rack, tole, ne? Ampak, ok, zdaj pa pogledajte, koliko glasbenikov bi morali najeti, ne? En, ki bi bobnal, en, ki bi tam, ne vem, na piščali igral, en, ki bi ksilofon igral, en, ki bi za klavirjem sedel, Tu pa ni bilo drugo, treba, ko nek kovanc se odvrgal in je zadeva odigrala. In vsakokrat, ko bo kovanc vrgal, bo odigrala, ne? Ja, na nek način ja, ne? Čeprav jukebox je pa že naprednejša tehnologija. Ok, no tu še kakšna takšna slikca. Vsi poznate takšno majhen strojček, kjer se vrtijo tele špičke, ne? In tu so ene vzmeti, ene fedrice, ki pravzaprav zvončkljajo in dajo nek zvok, ne? Seveda malo večja, bolj sofisticirana zadeva, temu se reče glasbeni glavnik, ne? Glasbeni glavnik, kjer pravzaprav s temi konicami, ki so na valju, sprožate zven in hkrati seveda tudi določene druga glasbila, zvonce in tako naprej, zato da dobimo občutek nekega inštrumentarija. No, glasbila pa lahko najdemo dejansko kjerkoli, glasbila kot takšna, ne? Pomemben je način, kako nekaj uporabljamo. Danes je to tisto, ne? Glasbilo je lahko, če sem prej rekel karkoli, tudi one kroglice, ki so, lahko je tudi, ne vem, tole, moja očala, miška, vse je lahko glasbilo, če na nek način uporabljam. Res pa je, da je večina takšnih glasbil po naravi tolkal, ne? Oziroma namenjenih izvajanju nekih ritmičnih vzorcev, ne? Težko bi, ne vem, na stol bi težko zaigrali kakšno melodijo, lahko pa z njim nabijam nekam, ne? To spravi, gre za tolkala, ne? Ampak vprašanje pa je, ali v njih slišimo glasbo, zato sem slišimo dal malček narekovaj,
je pa odvisno seveda od nas samih, ali mi to slišimo, ali je glasba, ker imamo neke tonske višine, tonske razlike, ampak poglejte recimo, kaj se da narediti z nekim takim dost enostavnim premišljevanjem, recimo v kuhinji. Kar domiselno bi lahko rekli, ne? Ampak dejansko gre za neka tukala, gre za nekaj, kar ustvarja ritmične vzorce. Boste rekli, ampak mehanicizem je seveda tudi v tem, ker je to, če bi to zložili skupaj, je to nek stroj sposoben ravno tako narediti, glede na to, da je glasba lahko danes karkoli. Ok, razvoj mehanicističnih glasbil je šel tudi tako dalje, da so izdelali godala, ki se jih je upelo v nek stroj noter, ne? In se je seveda na godala igralo podobno kot mi godemo, ne? S tem, da je pač nek stroj vlekel tistle lok sem in tja po violini. Ali se pa imeli celo mehanicistična glasbila na ta način narejena, da so bile lutke, ki so seveda oponašale neka glasbila, te lutke so se vrtele, te lutke so se priklanjale, so nekaj počele, da smo imeli občutek celotnega orkestra, da bi človek imel občutek, recimo, da ima pred sabo glasbenike, ne? Ampak glasbenike seveda iz mesa in krvi pa le ne. No, izumi novih tehnologij so narekovali tudi razvoje glasbenega mišljenja. Ker je glasba povezana s tem, kar slišimo, se je uporabljalo sredstva, ki nam ustvarjajo zvočno okolje, različna sredstva. Mnogi glasbeniki so se posluževali novih možnosti in tako raziskovali zvočni svet. Se spomnite, mislim, da je 2 srečanji nazaj sem vam pokazal simfonično pesnitev za, mislim, 100 metronomov, ne? Ko so tik-taka. To je mehanski princip premišljevanja, kako nek stroj nekaj naredi. No, John Cage je naredil pred dobrimi 60 leti eno skladbico, ki je skladba, imenuje se Namišljena krajina, ne, za 24 izvajalcev in 12 radijskih postaj. Zadeva zgleda sicer tak v prvem premisleku zelo absurdna, boste rekli, kak? Ja, radijske postaje, pač radio, ne. Ja, drugače pa je to skladba, ki jo pravzaprav nikoli ne morete več ponoviti enako. Čeprav obstaja partitura, obstaja dirigent, kot boste videli, ne? Dirigent, ki usmerja orkester glasbenikov, ki v določenem trenutku pojačajo, ugasnejo ali pa spremenijo frekvenco na radio. In ti radiji skupaj, ne? Radio je inštrument, ker proizvaja zvok. Se radio vklopite, pa nek zvok proizvede. Ali govorijo poročila, ali igra neka muzika, ali pač ne. Ampak različne radijske postaje samo v tistem trenutku proizvajajo neko glasbo, ki naključno pade skupaj. Če bi to isto skladbo izvedli pol ure kasneje ali pa 4 ure prej, ne bi bila več ista. Če jo izvajate v Ljubljani, je drugačna, kot če jo izvajate, ne vem, v Rimu. Zato, ker pač druge frekvence lovite, ker drugačne
ne vem, radijske valove dobite, ker dobite druge radijske postaje in tako dalje in tako dalje. Vse, kar je seveda John Cage predpisal, je, kateri radiji, ob katerem času, kako glasno in kako dolgo izvajajo nekaj. Ne? Torej, ampak ideja je v tem, ker se je približal, on se je hotel približati pravzaprav svetu glasbe skozi glasbilo, ki še takrat, recimo, ni bilo definirano in to je radio. Radio pa je glasbilo. Dirigent. Radiji. Zakaj slišiš sploh? Pa se ne da nič dvigniti tega malo? Ja, ne bo še preglasno. Ok, super. Ok, in tako dalje. Spoznali ste princip. Ne? Dejansko, če tako pogledamo, ne, ima ta izvedba popolnoma vse, kar imajo klasične glasbene izvedbe. Ima inštrument, ima glas, ima zvok, ima dirigenta, ima partituro, ima predviden način izvajanja, ima vse. Samo seveda uporablja mehanski inštrument kot, recimo, zvočilo temu. Ne? Uporablja mehanski inštrument, radio kot zvočilo. Vse to ni pravzaprav nič drugače in Cage je to imenoval, seveda je to imenoval, dobro, bom jaz tu utišal, Tu ne gre utišati. To malo ste vidno napeljali nekaj. Zdaj tiste mondala, ker se ne rabimo več. Ok. Skratka, on je povezal samo neke stvari med seboj. On je povezal neke stvari med seboj, ki se mu je zdelo samo, da je pač enako glasbeno pomembno kot kakršenkoli orkester. No, in tu bi vam še pokazal pa eno drugo zadevo, ko je pa Steve Reich, je pa tudi bil en takšen raziskovalec tona, zvoka, ki je pa uporabil mikrofon, pendulum. Pendulum je nihalo. Je uporabil pa mikrofone, ki so na kablu, kot nihalo. In seveda, vsi ste že kdaj imeli priliko opaziti, da če vi mikrofon približate zvočniku, ne, začne tuliti, zacvili, mikrofonija se reče temu, ne, prije do mikrofonije, ampak on je uporabil pa ta zvok mikrofonije kot del glasbenega elementa in nihalo, višino, dolžino nihala in višino, na kateri seveda je mikrofon in podstavek, ki je pa zvočnik, kot inštrument. In je to seveda uglasil ali pa uglasbil kot nek inštrument, kot neko nihalo
in leta 1966 je nastala partitura, oziroma celotna skladba, ki se jo izvede natančno takole. 4 mikrofoni, 4 zvočniki od spodaj. Predvidene so dolžine. Pozneje, ok. Kaj bo zdaj? F5. Kako? F5. Več pegam. Vi ste moj računalničar, ja, veste te stvari. 2, 3, 4, 5. Puf. Štiri izvajalci, evo. Pa ne vem zakaj, ampak 2, 3, 4, 5. Ne? Pa če bom še enkrat naložil. Mogoče brez celotnega zaslona. Ja, ok. Če pa nima kaj za bice, to je... V partituri je zapisano tudi točno, kako daleč se morajo postaviti, ne? Da prije do nihaja, ne? In pol ne naredijo drugega, kot spustijo. Da pa poslušamo, ne? Vedno bolj glasbi podobno, ne? Vedno bolj poslušate, vedno bolj slišite glasbo v tem, ne?
pri akord. Ok, ne? Ja, kakorkoli zdaj mi gledamo s tem nekim moralnim, estetskim, ne vem kakšnim čutom, da moramo reči, da mehanicizem je po svoj zvočni plati je ponudil seveda glasbenikom tudi takšna premišljevanja. Saj gre za premišljevanja, ne? Gre za to, kako uporabiti stroj ali pa strojno opremo v nekih novih glasbenih modelih. Z razvojem novih zvočnih medijev pa je prišel tudi razvoj radijske in računalniške tehnologije, kar pa imamo danes, čemu pa smo danes priča. Meje slišanja in poslušanja mehanske glasbe so se premaknile v izjemne širine. Sedaj obstaja glasba, ki jo lahko izvedejo le mehanska glasbila s pomočjo elektronike in računalnika. Celo do tega smo prišli, ne? Da so prej mehanika počela nekaj z glasbili, da je izvajala nekaj drugače ali pa boljše ali pa recimo namesto človeka. Danes pa samo še mehanska glasbila lahko izvajajo neke glasbene tvorine, ker jih drugače sploh ne moremo izvesti. Že Steve Reich je na nek način to naredil, ker mi tega tona brez mikrofona in zvočnika sploh ne moremo narediti. Ne moremo tega tona, prav tega narediti. Samo z mehaniko, samo s strojem lahko naredimo tale ton. No in eden takšnih je bil Karl-Heinz Stockhausen, ki se je ukvarjal pravzaprav z stroji, mikrofoni, z strojno opremo in tako dalje, ki je večinoma bila uporabljena v radijskih, televizijskih in tako dalje studijih, ne? Eno uro in 3 minute, ne? Da vas razveselim, ne? Ker to je cel projekt, ne? No, ampak, kar je pa pri tem še zanimivega je pa to, da je ta glasba, oziroma da je to glasbo možno samo poslušati na ta način, da jo poslušate kot posnetek. To je nemogoče izvesti, da bi zdaj rekli, jo bomo pa še enkrat izvedli. Ne. Zato, ker je nastala na točno določenimi pogoji, na točno določen način in jo je Stockhausen takrat tudi posnel. In mi lahko poslušamo zgolj posnetek tega, ki je spet mehanski prenos zvoka preko nekega mehanskega glasbila, CD plošče, magnetofonskega traku, kakorkoli hočete, je prenos preko mehanike do nas, da to sploh pravzaprav mi lahko slišimo. Zato pravim, da je ta mehanicistični princip razumevanja glasbe je pravzaprav prišel do tja, da potrebujemo samo še stroje, preko katerih lahko s stroji upravljamo nekaj, kar nam dajo zvok stroji za poslušanje. Se vi danes ne morete recimo, ne vem, radija poslušati drugače, kot da je to nek stroj preko zvočnika. Ne? Vi ne morete poslušati, ne vem, računalniškega prenosa, ne vem, nogometne tekme drugače kot čez stroj. Ne? Stroji so tisti vmesniki postali, tisti mediji, ki nam zvoke posredujejo. To je stroj. Če bi vi hoteli seveda slišati v živo, če tako rečemo, ne, klasično, analogno, bi morali iti tja, bi morali to tam slišati. Zato vi lahko analogno mene slišite, ne? Tisti, ki bojo pa gledali posnetek, bojo pa mene gledali ali poslušali preko stroja. Torej je stroj postal nek direktni vmesnik med človekom in izvajalcem. Zdaj, na nek način, tudi če jaz izvajam na klavir nekaj, je klavir vmesnik med mojo idejo ali pa med mojo izvedbo in vami, ki to slišite. Razen, če jaz nekaj zapojem, ne, ali pa vam povem,
ni vmesnika, ker jaz uporabljam svoje lastne glasilke, ne? Nimam vstavljenih nekih elektronskih glasilk, s katerimi bi nekaj upravljal. Čeprav danes recimo sploh en umetnik, ki se imenuje Stelark, je recimo v svoje telo ustavljal noter razne stvari, strojec, novo roko, ne vem, ste kdaj gledali, poslušali, kaj ne, tako še eno roko imel zraven, si jo je dal narediti, pa uho na roko gor prišit, pa tak dalje. Skratka, no, on je pa keyboard v bistvu ratov že, ne, on je kibernetični organizem, ne, v sebe noter ustavlja računalnike, ne, in postane računalnik del njegovega telesa, ne. Ampak vse to se pa danes že, ta kibernetične organizme se že dela. Imajo ljudje, ne vem, prometne nesreče, dobijo umetno oko, recimo, dobijo protezo noge, dobijo, skratka, stroj, mehanika že človeku nadomešča organe, že... Jaz se spomnim, da sem leta nazaj bil pozvan, da naredim glasbo za en film, kratek film, ne vem, 12-15 minutni izobraževalni film je bil, oziroma ni bil izobraževalni predstavitveni film, zato ker so v kliničnem centru imeli stroj, ki so mu rekli umetno srce. Namreč takrat so začeli delati operacije na odprtem srcu in so pravzaprav srce pacienta so ustavili, oziroma srce so tudi ven vzeli, ne? Pač ven vzamejo, pa potem tam srcem nekaj počnejo, pa ga nazaj noter dajo. Seveda pacient načelno brez srca težko, da dolgo živi. Zato obstaja nek stroj, ki nadomesti funkcijo srca in so priključili pacienta pač na vse tiste vrvi, pa ne vem, kaj vse je bilo potrebno, in ti stroj je nekaj počel, medtem so oni pač srce tam operirali, kako dolgo je bilo treba, ne, in ga spet nazaj ustavili, kot pri avtomehaniku, ne, nazaj ustavili, pošili malo, jaz ne vem, kaj so naredili, pač zagnali zadevo z unim ne, in spet zakurbljali in je zadeva šla dalje. Ok, jaz sem malo poenostavil, zato ker pač nisem niti približno v tej stroki, ampak jaz sem moral narediti pa glasbo za ta film, in potem sem imel idejo, zdaj, kaj bi jaz tam za neko glasbo dal. Mislim, ne boš... To bo mi kazal nek stroj, ker so to poslali, oziroma to so imeli to predstavitev, potem, ne vem, Hanover, ne vem, nekam so šli, ne vem, tega ne vem več. Pa ne morem jaz tam neke frulice dati zraven, pa kaj, ne vem, violine, klavirja, da bo to nekako malo lepše izgledalo, ne. In potem sem se dogovoril, da so mi ta stroj zagnali. Zagnali so ga, mislim, niso imeli tam pač pacienta, ki bi ga razstavili za to, ampak stroj so mi zagnali in jaz sem različne funkcije tega stroja snemal. Posnel sem jih, da sem kaj pa vem, kaj vse je spuščal tam za neke glasove, sem jih posnel. In sem iz tega, tako kot moj študent, ne, so zložil skupaj neke glasbene elemente, ki so seveda ponazarjali po nekem mojem slišanju, ne. Verjetno stroj tak, ki imajo tam pacienta gor priklopljenega, ne dela tak. Ampak jaz sem iz teh zvokov naredil eno, rečemo, pogojno temu kompozicijo, ki je imela nek smisel. In ko ste pogledali in poslušali to zadevo, ko so recimo začeli napisi, sem imel nek poseben zvok tistega pretakanja, pa pihanja, pa ne vem, nekega zapiranja, odpiranja, nekih poklopcev, pa skratka, in je to funkcioniralo, zato ker je cel zvok je bil po glasbenih principih zložen skupaj iz elementa stroja, ki je proizvajal nek zvok. Dobro, stranski učinek je bil tudi, da je pacient ostal živ. Ampak zvok pa je le proizvajal, ne? Zdaj, če je to bilo glasbilo, ob katerem je pacient živ, ne, jaz mislim, da je bilo obratno. To je bil stroj za to, da je pacient živ, ki je tudi proizvajal zvok, ne? Ampak ta zvok sem jaz uporabil kot glasben element, ne? Zato, ker je to tudi možno. Ker danes iz zvokov možno, mehanskih zvokov, možno zložiti skupaj seveda glasbene principe. Zdaj, jasno je, Stockhausen je to počel na tist način, kot mu je tehnologija kot takšna takrat omogočila. Ampak recimo ena takšna, čisto tak tehnični princip, evo, bi vam pa pokazal miks starih kompjuterjev, ki delajo sami od sebe neke zadeve, ki poganjajo neko mehaniko. To je osciloskop, ne, da lahko sledimo zvoku. Pa printer. Hard disk, ne.
več reči, da ni, ne? Pa že celo glasba, ne? Ki se da poslušati, ampak ja, tako, nobena od teh stvari pa ni bilo klasično glasbilo, kot smo se ga navajeni predstavljati. Ni bila nobena frulica, ne? Klarinet, orgle, nič od tega ni bilo, kar pomeni seveda, da obstajajo različni principi seveda razumevanja glasbe kot takšne. Evo, s tem bi se vam jaz zahvalil za danes, za mehanicistični pogled na svet glasbe in vas povabil naslednjič, seveda že čisto blizu pomladi, 17. marca, da se spet udeležite našega srečanja in hvala lepa za danes. Hvala.